Lepo zdravim, družba. Haha, ker avtomatsko. Hudo. Lepo zdrav in dobrodošli v novem videu. Spet en malenkost drugačen video, ki ne bo vlog, bo pa video o mojem Instagram profilu Jami Slovenija. Kako sem je začel, kakšna je bila pot ustvarjanja Jami Slovenija in kakšna še je zdaj pot in kaj se dogaja. In kaj se vse dogaja in podobno. Tako da, ostanite s mano, komentirajte spodaj, če se tudi vi odločate zaštartati kakšen Instagram brand, oziroma če že imate kakšen Instagram brand, komentirajte, povejte, kateri je vaš Instagram brand, ga bom objavil na story gor in tako da malo povečamo doseg in povečamo malo znanje in informacije o vaših profilih. Zdaj pa, da ne bomo predolgi, najbolj da kar štartamo. Naredili bomo ene 7 segmentov oziroma 6 segmentov in štartali bomo s tem, kaj si bodo drugi mislili o profilu. To je bilo moje glavno vprašanje, se pravi, ko sem štartal z Instagram profilom oziroma še preden sem štartal z Jami Slovenija, je bilo skozi v moji glavi vprašanje, kaj si bodo drugi mislili, kaj bodo drugi rekli. Dokler v bistvu mi ena kolegica ni rekla, da pa kaj te briga, kaj si bodo drugi mislili in kaj bodo drugi rekli. Vse to pač dela za sebe, ker je tebi to kul, ker je tebi to všeč. In res, to je bila tista brca vrit, ker sem se jaz pol odločil, da bom to naredil in moram reči, da mi ni žal. In ta vprašanje, kaj se bodo drugi mislili, je res tisto vprašanje po mojem, ki ubije toliko enih sanj, toliko enih želja, enih ambicij, da ne smemo pustiti, da nam ta vprašanje pade tukaj noter. Čeprav se še dan danes pojavlja mi ta vprašanje velikrat, si probam to na tak način razlagati, da dam ga na stran, da ga ne upoštevam, da ga ne pustim, da ta vprašanja zmaga nad tem, da bi kakšno stvar naredil. Ker če bi to upošteval, tudi tegale videa danes ne bi snemal za YouTube kanal. Potem, ko sem enkrat naredil profil, je bilo zdaj tako, ok, zdaj pa rabim nek logo, rabim neko profilno sliko, rabim nek opis, kaj bom zdaj naredil. Jaz sem ta logo svoj naredil v bistvu na internetu, lepo ga pol malo preredil, malo ga obrezal, tako da pač se prilagaja noter v sam Instagram format. In pol sem prišel do tega, da je treba ustvariti nek opis. Pač ta opis se lahko spreminja in jaz sem začel, mislim, da čistko kao podprimo slovensko, podprimo lokalno kulinariko v Sloveniji in to je to. Pač pol tekom časa, če pogledate zdaj moj opis na Instagramu je malenkost drugačen, malo več je različnih kategorij, čim bolj probaš v opisu predstaviti neko zadevo, zakaj tvoj profil sploh obstaja, kaj je sploh namen tvojega profila. V bistvu sem imel ful težav s tem, kaj objavljati. Zdaj, a bom jaz objavljal samo hrano, a bom objavljal še kaj drugega, a bom objavljal hrano iz restavracij, a bom objavljal hrano, ki jo kuham sam doma ali tako. To je bilo dosti tistih vprašanj, ki sem se pa mogel odločiti, se pravi za restauracije in moram reči, da sem se za začetek profila kar dobro odločil za takšen način. Zdaj, o objavah in vsebinah, kakor sem zdaj že govoril, če se kar že navežem naprej, se pravi, začel sem z objavljanjem restauracij, hodil sem po različnih restauracijah, pofotkal malo, potegal in pol, če sem srečal, me je ta restauracija šerala na story, ko so ljudje vedeli, se je počasi in počasi šeral, tako da moram reči, da prvih 200-300 followerjev je šlo kar takole gor, je šlo kar na hiter, me je zelo pozitivno presenetil, pol pa je bil to leta 2020, februar oziroma marec, ko je udarila korona in je bil prvi lockdown in jaz sem v tistem prvem lockdownu čist stagniral. Zdaj gremo malo na zgodbo, kako se je razvijal Instagram profil Jami Slovenija. Sprav prvi lockdown, Instagram profil stagniral skoraj do konca, ko sem začel kakšno fotko hrane, ko sem jo doma skuhal, dati gor na Instagram, da se spet začel nekaj dogajati. To pa v bistvu praktično v prvem lockdownu bilo to. Pol so se odprle restauracije, sem spet začel malo okoli hoditi, malo fotkati, na kar sem se odločil, mislim, da je bil to julij ali pa začetek avgusta, sem se odločil, da pa bom jaz poslal malo restauracijam okoli, kao ponudbo, pridem, objavim, pofotkam, napišem malo komentar spodaj, malo opišem restauracijo nasploh, kao podprimo slovensko, podprimo lokalno. In sem rekel, itak ne bo noben mi odgovoril, oziroma bojo si rekel, kaj s tabo, valjda ne bomo. In sem poslal 30 restauracijam in je bilo tako, ja, ok, ja, seveda, smo zainteresirani, ful dobro, ful fajn, sem tako, ok,
tega pa nisem pričakoval, ne. In pa je bila fora v tem, da kar naenkrat ni bilo več dosti dni v tednu, da bi jaz vse te promocije lahko opravil. Ampak moram reči, da sem pol se omejil, sem rekel, ok, 2, maksimalno 3 promocije na teden, zaradi tega, ker sem pač mogel te slike pol urediti, spisati si besedilo za objavo, mogel sem v bistvu nekako časovno tudi razporediti, da nisem preveč šopil noter, tudi glede hrane, pač to je bilo res veliko hrane, nisem mogel toliko jesti, ker enostavno fizično ni šlo v želodec. Tako da s tem je v bistvu moj Instagram profil začel počasi vedno bolj rasti, ker pa s temi promocijami se te pa oni definitivno pošerajo še na story gor in dobiš nove in nove in nove sledilce, skozi na svoje prijatelje vabil zraven, da me followajo, ker to mi je ful pomenilo, da imam podporo in od domačih in od ljudi okoli mene. Ja, potem pa je prišel zelo glasni oktober 2020, ko je padel drugi lockdown in tako si vemo, kje smo, ne? Skoraj za pol leta spet lockdown in takrat sem rekel, da to ne gre več. Mislim zdaj, ali se odločim, da pač profil pustim, profil propade, ali se odločim, da nekaj naredim. Vzel sem kamero v roke, začel sem se snemati doma, recepte sem začel malo snemati, najprej sem začartal v story, ful dober odziv, ful smo se zabavali, ful smo se imeli lušno, pol sem dal gor en pool, kaj bi rajš videl, a bi rajš videl, da objavljam storije recepte ali IGTV recepte, takrat je bil še IGTV, takrat ni bil Instagram video, še kakor je zdaj. In je bilo večina za IGTV videe, tako da sem začel snemati Jami kuha epizode, se pravi ustvaril sem serijo Jami kuha in je bilo ful zabavno in ful novosti se je odprl oziroma pokazal na obzorju. In sicer sodelovanja z različnimi kulinaričnimi ponudniki proizvodov, polproizvodov, se pravi s trgovinami, s podjetji, ki se ukvarjajo s hrano. Pošiljali so mi pakete, jaz sem te pakete predstavil sem izdelke, naredil kakšen recept, kakor smo se dogovorili, ali sem pa fotkal pa poslal. Dobil sem nekaj par stalnih sodelovanj tudi, naprimer MyProtein Slovenija, z njimi sodelujem še zdaj, kot lahko vidite, sem pač skozi v njihovih cunah, uporabljam njihove izdelke, maslo vrečkov, proteine, mletovsene kostmiče, take zadeve. Z Malinca Nastijo sodelujem, sem tudi ambasador pri Malinci Nastiji, tudi zdaj že kar 2 leti, lušne produkte imajo ful fajn zadeve, sploh kar se tiče zdravja in zdravega področja življenja, imajo vrhunsko. Potem preko v bistvu tega sem prišel tudi do moje čokolade, do Bama, in z njimi smo lansko leto, se pravi september 2021, začeli dolgoročno sodelovati, tako da sem v bistvu postal video in foto content creator. Takrat sem bil samo tako pač to. Januarja sem postal del ekipe in sem ful vesel, ker je res nora dobra ekipa. Se mi zdi, da tudi zaradi tega, ker je tako dobra ekipa, se odraža rezultat tega tudi v samih izdelkih. In res so kvalitetni izdelki in res verjamem v njih in res so mi dobri in jih na dnevni bazi uživam, tako da probajte, res je ful fajn. Evo, in da ne bomo predolgi, to je bil prvi del o Jami Slovenija profilu, drugi del pa pride zelo kmalu, tako da subscribite, notification bell označite, da slučajno ne zamudite. Pa se vidimo. Ajde, čau.